Dragi otroci, danes bomo prebrali anatolsko ljudsko pravljico Kmetič in lev. Pred davnimi časi je lev živel čisto blizu ljudi. Toda naš kralj živali je imel v svoji soseski zelo hudega kmeta, ki mu je dostikrat stregel po življenju. Zato je lev sklenil skupaj s svojim mladičem pobegniti daleč stran. Nekega dne ga sin vpraša: Ali sva midva že odvedno tu doma? Oče lev mu pove vso zgodbo, da sta sem pribežala stran od Kmetiča. Levček se bojevito postavi na vse 4 tace in reče: Grem in mu povrnem za vse, kar ti je hudega storil. Lev mu reče: Nikar, sin moj, Kmetič je prebrisan, ujel te bo in te hotel pokončati. Pojdem, zatrdi levček. Ne hodi, rotim te, hudo se ti bo godilo. Grem in pika, reče levček in se odpravi. Čeprav oče še dolgo kliče za njim, se levček pogumno napoti proti vasi in Kmetiču. Med potjo vidi na paši mršavega kljuseta, ki mu je lahko preštel vsa rebra. Kdo tako slabo ravna s teboj, konjič? Oh, zavzdihne konj. Kmetič me žene vse povsod. Delati moram zanj, a ovsa mi da bore malo. Ti hudobni kmet, vzklikne levček. Mar ni moj oče tudi tvoj kralj? O, je, pokima kljuse. Vidiš, našel bom kmeta in mu vrnil za vse krivice, ki jih dela živalim. In gre naprej. Pride do vola, ki muli travo. Ves je marogast in za roge privezan k drevesu. Kdo ti je to storil, volič? Vpraša levček. Kmet, kdo drug? Priveže me v jarem in me žene, da moram garati. Mar ni moj oče tudi tvoj kralj? Seveda je, se strinja vol. Poskrbel bom zate in se maščeval kmetu. Jeznorito vzklikne levček in gre naprej. Kje pa ga najdem? Tam gori, pri gozdu je. Levček pogleda in vidi Kmetiča, kako brusi sekiro. Levček zakriči: Kmetič, mojemu očetu, kralju in drugim živalim si naredil veliko krivic. Zdaj ti povrnem za vse hudo, kar si storil. Možakar mu odgovori: Kar pridi, a v rokah imam sekiro in ob sebi kij. V dokaz zavihti z obojim, da se levček kar malce ustraši. Ne bojim se te, reče, bolj sebi kot Kmetiču, in se poda proti njemu. Toda glej, na sredi poti, avč, s prednjimi tačkami se je zapletel v strašne klešče. Presneti Kmetič mu je nastavil past. Au, boli, stoka mali lev. Kmetič se mu približa. V eni roki ima sekiro, v drugi kij. O, gorje meni, ujet sem, nikamor ne morem. Zdaj bo Kmetiče mene. O, zakaj nisem uboga očeta? Kar naj me tepe, ker nisem poslušal modrega leva. Prav mi je, ker sem šel kljub očetovim svarilom. Kmet ga posluša in reče: Levček mali, zdaj veš, da tepe nadloga tistega, ki ne uboga. Starše je treba poslušati, vidiš zdaj? Skloni se k pasti in jo razklene, da iz nje skoči levček in jo pobriše stran, daleč stran, naravnost k očetu levu, ki ga objame in mu poliže vse rane. Zato vidite, živijo levi daleč stran od ljudi.